Pa to je to. Bravo Slovenija. Evo pa smo upisali zmago na kvalifikacijski tekmi proti Izraelu za svetovno prvenstvo. Še kako pomembna zmaga z tako spremenjeno postavo, tako neizkušeno, da temu rečem. Celo 3 novinci v postavi, 2 od teh sta danes odigrala. Skratka, poklopilo se je, vemo pri teh zame osebno neregularnih kvalifikacijah za FIBO, je v tako kratkem času moštvo težko pripraviti, vprašanje je sploh s kom oziroma s kakšno predstavo nastopaš, ampak danes je Slovenija premagala Izrael na gostovanju, to je vse, kar je pomembno. Skratka, da se dotaknemo tekme, vas še predtem povabim, da se na podobno analizo prijavite oziroma ne prijavite, naročite na naš kanal, kjer bomo vse skupaj analizirali tako ali drugače, se že predtem dotikamo Dallasa in tako naprej. Hvala na tem mestu, da me spremljate. Torej, gremo na tekmo. Nesporni nov vodja, da tako rečem, te reprezentance v tej okrnjeni zasedbi, vsekakor Žiga Samar, ki je pripravil odlično tekmo, znašel se je, prevzel odgovornost, ni se je ustrašil predvsem. To je tisto važno in Slovenijo vodil na srečanju, mislim, da na koncu dosegal 13 točk, 6 asistenc, 5 skokov, nekaj podobnega, ne me točno držati za jezik, ampak vseeno, povsem zasluženo. Pa kaj je najbolj v bistvu tukaj izstopalo na sami tekmi? Borbenost, izjemna borbenost te mlade skupine igralcev, nad tem smo bili navdušeni, nismo jim niti mogli tega drugega zapričakovati. Mladi so prvič po večini na takšni pomembni tekmi, drugega kot borbenosti sploh ni prišlo v poštev. Na tem mestu pohvala Urbanu Klavžerju, ki je svojem debitantskem nastopu zabeležil 9 točk in pa kar nekaj odličnih potez v obrambi. Pa da ne izpostavljamo samo enega, se bom v nadaljevanju osredotočil še na vse ostale. Če smo že pri posameznikih, da tukaj takoj še omenim Mahkovica, ki je v obrambi, mislim, da zbral celo 5 ukradenih žog. Glavnem, odlično. Kar se tiče FIBE in teh kvalifikacijskih okn, tole je itak neka skregana zgodba z vso logiko, medtem ko nekateri lahko celo pogojujejo, to govorim za klube, pogojujejo nastop nekaterih igralcev. Lep primer je Partizan, ki je dal vse svoje srbske košarkarje v reprezentanco, medtem ko pa Slovenca glasa ni pustil. Pa verjamem, da to niti ni nek osamljen primer, To so take neke mahinacije, ki se v bistvu dogajajo in če je tukaj kaj logike, prosim, da jo spodaj v komentarju napišete. Jaz mislim, da ni. Gremo naprej, dajmo se osredotočiti na bolj zabavne zadeve, ki se tičejo slovenske reprezentance. Zdaj, parkrat v samem srečanju, če ste spremljali, ste lahko ugotovili, da je Slovenija prišla do prednosti 10 točk, pa jo kar hitro zapravila. Tukaj mogoče malo davek na neizkušenost, če se mene vpraša. Na koncu se je na srečo vse skupaj v redu izteklo. Zdaj mogoče, če ste bili pozorni, ste lahko opazili, da Jakob Čebašek, ki je bil tudi udeleženec olimpijskih iger, tokrat ni stopil na parket. Zdaj, zakaj, je najbrž vprašanje za selektorja, zraven novinca Vujačića edini. Mogoče gre od zadaj za kakšno poškodbo ali pa enostavno za odločitev selektorja. To ne vem, v to se ne bom spuščal, vsekakor sem pa bil mogoče malo presenečen, da ga danes nismo videli na parketu. Zdaj le s to zmago si je Slovenija praktično zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu, kar je v bistvu odlična novica. Malenkost nas je bilo strah, ne samo pred to tekmo, že na samem začetku, ko smo vedeli, da NBA igralcev praktično v večini teh oken ne bo zraven. Dobro, da sta Goran in pa Luka, seveda tudi Vlatko, na tisti kvalifikacijski tekmi proti Švedom in pa Hrvatom doma bili, to je bilo dosti lažje,
Zdaj pa smo ostali seveda brez ostalih evroligašev, ni bilo tudi Rupnika, dobro, pustimo zdaj Rupnika, ne bomo o njem preveč tukaj, ni bilo recimo Nikoliča, ki je komaj dobil klub, oziroma oba dva igralca sta komaj dobila klub, no. Ni pa bilo recimo Šiška, ki praktično ne igra za Bayern, Blažič, saj vemo, si je poškodoval hrbet, Prepelič igra v Euroligi aktivno, ga klub seveda ne pusti. In tako naprej, Žiga Dimec, vemo, na Japonskem, predaleč je to, oziroma verjetno tudi nima pauze. Tako da več pozornosti dajmo še enkrat tem, ki so danes bili. Pa da gremo od začetka, o Žigi Samarju sem že povedal, trenutno nesporen vodja na igrišču, 34 minut je odigral, kar je odigral, je povezoval in mislim, da si zaslužil vse pohvale. Miha Lapornik, kar manjše presenečenje, čeprav vemo, da je nek osel strelec, dal je 16 točk, zadel celo 3 trojke, tako da jaz mislim, da je on več kot odlično izkoristil svojih 32 minut. Blaž Mahkovič največ je dal v obrambi, hkrati dal 6 točk vse iz prostih metov. Izkušeno, nimamo kaj. Jordan Morgan 12 točk, 8 skokov, še celo nekoliko več sem od tega našega Jordana naturaliziranega pričakoval, ampak glejte, na koncu šteje zmaga. Edo Murić, odličen drugi polčas in pa skupno 16 točk, kapetansko bi temu rekli, 7 skokov je dodal, nimamo kaj pri Edo Muriću dodati, dal je svoje. Čebaška smo se dotaknili, prej ni stopil na parket. Urban Klavžar, 9 točk v 20 minutah, že z to minutažo sem nekoliko presenečen za 18-letnega novinca, ampak povsem zasluženo. Urbana ste lahko bolje spoznali že na mojih prejšnjih highlightsih na tem kanalu. Nisem toliko presenečen nad njegovo igro, vem, česa je fant sposoben. Nekoliko sem bil presenečen nad zaupanjem selektorja in na tem mestu Sekulič, svaka čast, da si mlademu fantu ponudil toliko minutaže, ki pa si jo je z agresivnostjo v obrambi in pa nekaj pravilnimi odločitvami v napadu več kot očitno zaslužil. Juri Macura in pa hkrati dodajam še tukaj v enem glasu Jana Špana z 5 oziroma 7 minutami na parketu, ki sta mogoče malo plačala davek na igranje v nekoliko nižjem kakovostnem rangu, se pravi državno prvenstvo in pa ABA druga liga. Že dolgo nista izkusila tako agresivne obrambe, bi temu rekel, zato mogoče pri Španu kakšna napaka in pa osebna napaka prej. Juri pa se je svoje, kar je lahko dal pod obročem, ampak nič omembe vrednega v tako pikrem času na parketu. Bine Prepelič, evo, dobro, vzel si je 3 mete, dosegal tudi 2 točki, izboril si je tisti neki svoj prostor in ja, lejte, bo še zanj priložnosti, ampak korektno. Leon Stergar pa, evo kot zanimivost, kot 101. je nastopil na uradnem nastopu, v 3 minutah se ni vpisal med strelce, kot 100. pred njim pa Urban Klavžar. Zanimivo, torej 100. in pa 101. uradni nastop različnega igralca za slovensko reprezentanco na današnjem srečanju. Tako ena zanimivost, no. Če povzamemo vse skupaj, veseli energija, veseli borbenost naših košarkarjev, zelo pomlajene, zelo prešterane reprezentance, da temu tako rečem, ki je svojo prvo nalogo od 2 napravila z odliko. Nismo umirali od lepote, težko bi bilo to pričakovati po tako kratkih treningih, tako kratkem pripravljalnem obdobju. Lahko pa vsi skupaj na tem mestu nekaj naredimo za tele mlade fante, jim čestitamo za predstavo v Kopru v ponedeljek proti Nemčiji ob 18. uri. Jaz mislim, da si tale mlada reprezentanca na vse zadnje zasluži dober obisk na tekmi, mogoče termin nekoliko nenavaden, ampak vsaj tisti, ki ste na Primorskem ob 6. ure, torej v Bonifiki, verjamem, da vam lahko uspe, oziroma da lahko nam vsem uspe, kar se da dobro zapolniti Bonifiko.
Še enkrat na tem mestu hvala, da me spremljate, če ste tukaj novi oziroma če bi radi podobne analize, highlights spremljali še naprej, vas vabim, da se na moj kanal Greg Skort naročite. Bravo Slovenija, zmaga zelo pomembna, kot rečeno, praktično na svetovno prvenstvo smo se s tem že uvrstili. Do naslednjič, Gregor sem bil z vami, se slišimo, lep pozdrav.